Pozdravljeni! Ob predstavitvi nove sezone serije Drive to Survive je Stefano Domenicali podal zanimivo izjavo, katero smo pa mnogi žal spregledali. Pred nami je četrta sezona znane serije Drive to Survive, ki bo pokrivala dogodke iz lanskega leta 2021. In Stefano Domenicali kot glavni odgovorni v Formuli 1 je dejal, da serija kot taka je ogromno pripomogla k razpoznavnosti Formule 1. Ampak v bodoče bo treba imeti kar nekaj več dodane vrednosti, da bo serija kot taka imela še smisel. Seveda, ob generalnem dogajanju na svetovni sceni je ta izjava dobesedno odšla na stranski tir, če ne v pozabo. A prav v teh trenutkih je treba se spomniti tudi takih tem, da bomo imeli malce predaha, glede na vse one dramatične dogodke, s katerimi nas dobesedno zasuvajo vsi ostali viri. A pojdimo počasi k temu, kaj nam pravzaprav nudi serija Drive to Survive in zakaj je bil Domenicali konec koncev tako kritičen. Serija je naredila ogromno za razpoznavnost Formule 1, predvsem v Združenih državah Amerike. In to tržišče je izjemnega pomena. Najmanj 5 desetletij se Formula 1 trudi vstopiti na to področje, ampak publika hočeš nočeš ni pripravljena sprejeti te kategorije motošporta. Zato je serija s prikazovanjem zakulisja ogromno pripomogla tudi k temu, da imamo letos v sezoni 2022 dve veliki nagradi. Kar ni nič kaj takega, v sezoni 1982 smo jih imeli 3. A vrnimo se k našemu vprašanju, zakaj je Domenicali tako kritičen in zakaj zahteva dodano vrednost. Sam se spomnim, da je bil Max Verstappen nekje v novembru leta 2021 izjemno kritičen do producentov ter snemalcev, ter jim je dobesedno zaprl vrata. Namreč menil je, da serija kot taka ne prikazuje realnega stanja v zakulisju, ampak potencira neke spore, ki jih v resnici ni. In tu bi Maxu Verstappenu dobesedno verjel. Namreč publika ni navajena na to, da v svetu športa pač ni toliko tistega antagonizma, kot ga kažejo na primer televizijske nanizanke, kar serija Drive to Survive v resnici je. In marsikatero zgodbo je dobesedno treba narediti bolj zanimivo, da bi bila ta primerna za predvajanje. To ni dokumentarna serija in ne kaže prave slike. Zaradi tega bo izjemno zanimivo tudi spremljati četrto sezono, kajti Maxa v prvi osebi tam dvomim, da bomo videli. Predvsem v njegovih zadnjih dirkah bo praktično prisoten le s tistim, kar so kazali drugi mediji, in ne bomo slišali njega kot tistega bodočega svetovnega prvaka. In prav tu je stavek Stefana Domenicalija bistven. Serija mora imeti neko dodano vrednost, ki je verjetno danes nima. Treba se bo ozreti bolj na tisto realnost in ne na fikcijo. Drive to Survive v letošnjem letu dobiva konkurenco. Namreč pri MotoGP-ju so pripravili tudi neko dokumentarno serijo, ki jo pa producira Amazon in ne Netflix kot pri Drive to Survive. Govori se, da bo serija bistveno boljša in seveda bolj realistična. Gre za govorice, treba si bo zadevo ogledati.
Ampak prav to pomanjkanje dodane vrednosti me je spravilo k razmišljanju. Namreč tudi v mnogih drugih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, samo osebno prav čutim to pomanjkanje dodane vrednosti. Kolikokrat se je zgodilo, da smo lahko en in isti članek dobesedno prebrali v več različnih jezikih. Tudi v enem in istem jeziku smo lahko prebirali enake članke, brez da bi se avtorji nekako sploh potrudili navesti, da gre za običajno navajanje ali pa prevod. Kakšna je bila dodana vrednost pri teh izdelkih? Po mojem osebnem mnenju nič. Tudi zato se pri mojih prispevkih zmeraj potrudim dodati čim več. Čeprav se zavedam dejstva, da se lahko zmotim, to ne spremeni situacije. Namreč vsakdo izmed nas se lahko zmoti, ko ugotovi to, se lahko enostavno opraviči. Ampak dogaja se, da v raznih virih prebiramo novice, ki se na koncu izkažejo za lažne. A na to slišimo kak popravek, kako opravičilo, kako razlago? Ja, v 90% ali več pravzaprav ne. Počaka se teden ali dva, da publika pozabi na tisto, kar je prebrala, in gre se dalje. In prav to je tisto, kar verjetno tudi Dominikalija moti. Ustvarjanje zgodb tam, kjer jih v resnici ni. Mnogi izmed nas imamo izjemno radi film Rush. To ni praktično dokumentarni posnetek tistega, kar se je zgodilo v resnici na progah Formule 1 v sezoni 1976. Pred kar nekaj leti sem napravil poseben prispevek, kjer sem poudaril na vse poetske licence, ki so si jih avtorji nekako dovolili pri tem izjemno lepem filmu. Namreč pozabili so kar na nekaj podrobnosti, ki bi zgodbo lahko naredili še boljšo, še lepšo, še z večjo dodano vrednostjo. A gre za film, gre za fikcijo, ki se nekako naslanja na realne dogodke. Tudi zaradi tega jim moramo to dovoliti, ampak zavedajoč se, da gre v bistvu za nekaj, kar se v resnici tudi lahko ni zgodilo. Kljub vsemu, vsi mi, ki imamo radi Formulo 1, moramo zahtevati več dodane vrednosti. Od serije Drive to Survive, od tistega vira, ki ga radi vsako jutro prebiramo, in konec koncev tudi od nas samih. Kolikokrat se je zgodilo, da v prijateljski debati z drugim navdušencem Formule 1 ste opazili, da ta prijatelj, ta kolega pravzaprav navaja dejstva, ki niso resnična. Zato, ker je pravzaprav zadeve povzemal po nekom, ki primer zgodovine Formule 1 sploh ni poznal. In tako nastajajo fikcije, nastajajo zmote, nastajajo laži, ki sčasoma postanejo resnične. In to je tisto, kar škodi Formuli 1 in vsem nam navdušencem. Zato tokrat sem popolnoma na strani Stefana Dominikalija, ki zahteva dodano vrednost tudi od serije, kot je Drive to Survive. In o tem se bodo morali producenti zamisliti. A za danes seveda bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.